ko ti v tej jutranji meditaciji dviguješ svojo vibracijo, je kot bi na radiju zamenjal frekvenco. In ko na radiju zameniš frekvenco, avtomatsko začne radio, se poveže in začne loviti druge frekvence, kot jih je lovil na prejšnji, to se pravi na prejšnji frekvenci. Ne? Če zamenjamo iz 105 na 108, bo namesto radio 1 lovil radio antena. Ampak to ne pomeni, da radio antena že ni prej obstajala v tem prostoru. Vse frekvence vedno obstajajo in vse možnosti vedno obstajajo, vse posod okoli nas. Ne? In ko mi preklopimo frekvenco, ko začnemo dvigovati frekvenco in začnemo osebnostno rasti, na ta način, da imamo pozitivne misli, to je frekvenca, na ta način, da jemo visokofrekvenčno hrano, ki nam jo je narava dala v originalni obliki, brez da jo predelujemo s kemikalijami, tako, tudi to je visoka frekvenca, nekomu pomagamo, tudi to je visoka frekvenca in vsakeč, ko to naredimo, oddamo to frekvenco v eter kot radio in privlačimo avtomatsko tudi enake frekvence nazaj. Ne? In s tem namenom je tudi nastala meditacija ljubezni, da pošljemo frekvenco ven in avtomatsko bomo ustvarili energijsko polje in kot neka pozitivna stranska posledica bi lahko rekli tudi za tiste, ki meditirajo na skupinski meditaciji ljubezni, tudi sami prejmejo te frekvence nazaj. Ne? To, kar daješ, to dobiš. Ne? In takšno frekvenco kot radio oddaja, takšno dobi tudi nazaj. Ne? In ta ideja je prišla k meni, ne vem, na enem sprehodu zjutraj sem se to spomnil in sem potem takoj šel to narediti. In ko se trudiš, da dviguješ svojo frekvenco, ker vse je frekvenca, take stvari tudi avtomatsko pridejo k tebi in te pokličejo.